Potem, ko so zaradi epidemije koronavirusa postale zaščitne maske naša stalnica, se je marsikdo že znašel v stiski, ko ni razumel, kaj je sogovornik zamrmral pod masko. Toda to ni nič v primerjavi s komunikacijskimi težavami, s katerimi se srečujejo gluhi in naglušni. Bi lahko v tem trenutku rekel, da je praktično moja izguba sluha 100%. In edini način, da z določeno osebo lahko skomuniciram, je na tak način, da osebi berem dosnic. Še posebej sedaj v času maske bo zadeva malo otežena, ko se kamorkoli odpravim, v trgovino, imajo ljudje maske. In vedno se sprašujem, kako bo, kakšen bo odziv, ali bo oseba, ko bom prosil, veste gospa, ne razumem, dajte masko dol, uporabljam ključni aparat, kako se bo oseba odzvala. Ali bo, ko bo rekel, razumejoča, ali ne bo. Včasih je pravzaprav malo neprijetno, kajti ne počuti se ravno, ko bo rekel, prijetno, zaželeno. Včasih se počutiš žalostno, včasih se počutiš zavrnjeno, včasih se počutiš malo pod stresom. Skratka, vse skupaj, ki se tiče mask in same komunikacije, ni prijetno. Ampak dejstvo pa je, da jaz nisem edini, ki se s tem srečujejo. Kot vemo, je v Sloveniji 1500 gluhih in 100 000 naglušnih. To je precejšnja populacija. Vsakdo od teh ljudi se na svoj način spopada s stisko, v smislu, kako naj določeno osebo skomuniciram. Ko je bo še v času karantene v Merkurju. In podajalka imela je masko, bila je do plekci s steklom. Želela mi je nekaj povedati, nisem razumel, kaj ne povem. Kaj je povedala? Povem mi enkrat, ni razumela. Povem mi drugič, prosim, gospa, dajte masko, vas ne razumem. Ni razumela. Gospa, ki je bila pred mano, je razumela, da ima ključni aparat. Je še ona povedala gospe, ampak gospa za blagajno je še vedno ostala pri tem. Ni želela dati maske. In ker ni želela, nisem vedel, kaj mi želi sporočiti. In na končni fazi, če povem, sem šel iz trgovine brez popusta, ker je tisto, kar mi je želela povedati, je, ali bom izkoristil popust. Korona nam je prinesla neko novo realnost in to je tudi nošenje mask. Zagotovo je komunikacija oseb, ki imajo težave s sluhom in berejo iz ustnic, s tem je pravica do njihove komunikacije precej omejena. Zato je potrebno in smo predlagali tudi vladi, naj razmisli o alternativnih možnostih, to so ali prozorne maske ali vizirji, tako da je treba se prilagoditi temu, kajti vsekakor moramo razumeti, da je branje iz ustnic eden izmed načinov, ki se ga slabo slušeči ali neslušeči ljudje uporabljajo in moramo jim dati to možnost. Ker je bila tudi sama v stiski pri komunikaciji, je Sabina Sladič-Čamidžič zasnovala posebne maske, kjer usta ostanejo nezakrita. Rešitev je tudi v vizirjih oziroma drugih oblikah transparentnih mask. Ker pa te običajno niso v splošni uporabi, se morajo gluhi in naglušni tudi v tej situaciji oborožiti z neizmerno potrpežljivostjo.